Svetovni voditelji morda praznujejo ta dogovor med ZDA in Iranom, vendar tega ne slavijo vsi. Sporočila, ki prihajajo iz Irana v tem trenutku, pripovedujejo povsem drugačno zgodbo. Običajni Iranci, ljudje, ki so preživeli protivladne proteste, zračne napade, lakoto, izpade elektrike, zdaj berejo ta memorandum in si zastavljajo eno preprosto vprašanje. Kje smo mi v vsem tem? Dogovor govori o uranu, govori o Libanonu, govori o zamrznjenih sredstvih in naftnih sankcijah. Toda za številne navadne Irance, njihova življenja in njihove pravice, njihovi mrtvi, niso nikjer omenjeni v tem besedilu. Eno od sporočil poslanih novičarskemu portalu Iran International je bilo zelo neposredno. Dali smo svoje žrtve. Prenesli smo več lakote in revščine. Bili smo po krivici ubiti, a uran je bil glavna tema. In drugo sporočilo je to imenovalo dogovor, podpisan, citiram, preko trupel iranskih otrok. Z nami je zdaj Armin Navabi, iranski politični analitik. Armin, ta sporočila iz Irana opisujejo izdajo, opisujejo žalost, bes, resnično. Ali to odraža, kar nasplošno slišite od Irancev znotraj Irana in tudi iz diaspore? Kako globoko je to razočaranje? Zelo je pomembno. Vsak dan imam oddajo, YouTube oddajo, kjer je moja publika iz Irana in ljudje pridejo ter mi povedo svoja mnenja. In veste, vsak dan, ko Iranci pridejo in govorijo z mano, pa tudi v klepetu v živo, lahko vidite, da so zelo razočarani. Počutijo se izdane, počutijo se pozabljene. To je res, poskušam se temu upreti. In poskušam spodbujati nekaj upanja in občutek, da to v resnici ni izdaja, kot mislijo. To je zame zelo težko, ker se zdi, da je večina komentarjev resnično razburjeni glede tega, kako stvari potekajo. Vendar pa mislim, da sem vsaj v svoji oddaji z Iranci znotraj Irana dejansko uspešen pri tem, da jim izpostavim nekaj stvari, saj se odnos ljudi od začetka do konca moje oddaje popolnoma spremeni. In če želite, vam lahko povem točno to, kar jim povem, kar jim vlije več upanja glede tega. Prvo povem jim, da ne glede na to, kako razočarani so nad predsednikom Trumpom, smo od predsednika Trumpa proti Islamski republiki dobili veliko več, kot smo kadarkoli dobili od kateregakoli predsednika v zgodovini ZDA. Zato ne primerjajte, kaj je predsednik Trump naredil s tem, kar ste želeli, da bi naredil. Primerjajte, kaj je naredil s katerimkoli drugim predsednikom. Islamska republika še nikoli ni bila tako šibka. Količina škode, ki sta jo predsednik Trump in premier Netanjahu povzročila Islamski republiki, nas je za leta približala strmoglavljenju režima. Ampak Armin... Samo vprašati te moram. Mislim, to, kar praviš, je res. Popolnoma res je. Ampak resničnost na terenu trenutno je, da Islamska republika še vedno ohranja oblast. In zdaj gledamo na to, kar naj bi bilo 300 milijard dolarjev, ki naj bi jih namenili za obnovo Irana. In seveda predvidevam, da bo velik del tega namenjen Islamski republiki za njeno obnovo in krepitev njenih vojaških zmogljivosti. Torej, dejansko je teh 300 milijard dolarjev, če je res tako, kot pravijo, dejansko škodljivih za IRGC in ne v pomoč IRGC. Ker najprej, gospodarstvo Islamske republike trenutno ni v stanju, da bi lahko absorbiralo 300 milijard dolarjev. Te 300 milijard dolarjev naj bi šlo od zasebnih podjetij k zasebnim podjetjem. Ne bi smelo priti iz Združenih držav Amerike. In noben zasebni subjekt ne bi vložil milijard dolarjev v Iran, ko ima IRGC monopol nad 2/3 gospodarstva in lahko vse zapre ali uniči. Zato si zapomnite, moč in nadzor IRGC izhajata iz njegove prevlade nad iranskim gospodarstvom. Vse, kar odpira to gospodarstvo, torej spodkopava ta sistem, saj ta temelji na izolacionizmu, na komandnem gospodarstvu, na monopolih nad glavnimi industrijami v Iranu, ter tudi na protiamerikanizmu in protiizraelski usmerjenosti. Torej, naj bi bilo teh 300 milijard dolarjev namenjenih zasebnemu sektorju, ki predstavlja največjo grožnjo prevladi IRGC nad iranskim gospodarstvom. In dokler IRGC ne bo razpuščen ali ne bo izgubil nadzora nad gospodarstvom, noben zasebni sektor dejansko ne bo, če vlagate v zasebna podjetja v Iranu. Medtem ko ima IRGC še vedno nadzor nad gospodarstvom, je to v bistvu metanje denarja stran. Torej, ta denar ne bo prišel v Iran, razen če IRGC ne izgubi nadzora nad gospodarstvom. In če se to zgodi skupaj s konkurenco zasebnega sektorja, bi to pomenilo začetek konca nadzora in prevlade IRGC. Torej, to ni 300 milijard dolarjev, ki bi šlo IRGC.
To je 300 milijard dolarjev, ki bo šlo konkurenci IRGC, torej zasebnemu sektorju, ki ga je IRGC leta poskušal uničiti in oslabiti. Zato jaz tega ne vidim tako. In to je še ena stvar, torej me to pripelje do vprašanja, kakšen je bil sploh motiv za podpis tega dogovora v tem trenutku, če bo res tako. Ker očitno vidimo, da je Islamska republika v šibkejšem položaju, kot je bila kdajkoli prej. Ampak veste, hkrati še vedno ohranja določeno stopnjo moči. Torej, stvar, ki si jo je treba zapomniti, je, da to ni dogovor. To je memorandum o soglasju in ni zavezujoč. In to je vse. In Združene države lahko še vedno počnejo, kar želijo, ker ga uveljavljajo. Kdo memorandum o soglasju uveljavlja? Združene države. To v bistvu pomeni, da je, če je zavezujoče za Islamsko republiko in ne za Združene države. Združene države se jim ni treba držati ničesar, kar je zapisano v dokumentu. Lahko samo opazujejo, kaj počne Islamska republika, in če jim ni všeč, ukrepajo. Lahko se kadarkoli vrnejo k bombardiranju in nihče ne more storiti ničesar glede tega. Torej, je memorandum o soglasju, po mojem mnenju, namenjen temu, da daje prednost Halilu Kalibovu, ker mislim, da so Američani našli notranjega človeka v Islamski republiki, ki pomaga Američanom oslabiti IRGC in vrhovno vodstvo brez vojaških ukrepov. In Kalibov mora to znati interno prodati nekaterim podpornikom režima, sicer ga bodo popolnoma odstranili. Memorandum o soglasju mora biti napisan v jeziku, s katerim bi lahko prepričal vsaj nekatere ljudi, da to ni tako slabo za Islamsko republiko. Mislim, da sta tukaj v razpravi dva dogovora. Eden je na memorandumu o soglasju, ki je zgolj za predstavo, in nekaj takega, da bi imel Kalibov vsaj nekaj možnosti, da to proda domači javnosti. Ampak potem obstaja dejanski dogovor med Američani in Islamsko republiko, kar je nekaj, kar je, Kalibov v celoti, še bolj v celoti predložil predsedniku Trumpu glede tega, kakšno vedenje bo poskušal uveljaviti. Ampak to je težko narediti, ker ima IRGC še vedno veliko moči. Ampak zdi se, kot da je Kalibov začasno uspel ohraniti nadzor in postal prevladujoči igralec znotraj Islamske republike s pomočjo Američanov. Torej, če imaš nekoga znotraj Islamske republike, ki izdaja IRGC, vrhovno vodstvo in tabor pardari z grožnjami, s pomočjo groženj Američanov je to veliko učinkovitejši, cenejši, manj kaotičen način za postopno zmanjševanje moči IRGC in njihovega vpliva na oblast znotraj Islamske republike. In vem, da si je veliko ljudi želelo, da bi to bil šprint. Mislim, da je to bolj maraton. In mislim, da so Američani in Izraelci poskusili ugotoviti, ali je to šprint. Izkazalo se je, da ni šprint, ampak maraton. Vidim, da je veliko ljudi razočaranih, ker so si želeli, da bi do zrušitve režima prišlo hitreje. In to je popolnoma upravičeno. Saj iransko ljudstvo trpi in ljudje so usmrčeni. Zato je to popolnoma razumljivo. Pomembno je, da se zavedamo, da se premikamo v pravo smer, čeprav se stvari ne dogajajo tako hitro, kot bi si želeli. Vsak mesec je Islamska republika šibkejša in vsak mesec je iranska opozicija pod vodstvom princa Reze Pahlavija močnejša proti Islamski republiki. Tako dolgo, dokler bomo nadaljevali v tej smeri, bomo na koncu zmagali. Zadnja stvar, ki bi te jo rada vprašala, če lahko odgovoriš v eni povedi, ker moramo kmalu na oglasni odmor. Misliš, da večina iranske javnosti še vedno zaupa tej ameriški administraciji? Večina Irancev zaupa Izraelu in premijeju Netanjahuju ter, iskreno povedano, kateremukoli drugemu premijeju, ki pride na oblast v Izraelu. Kar zadeva Združene države, je trenutno veliko več razdora. Moram priznati, da je veliko več razdora. Poskušam jih prepričati, da tudi če so razočarani nad predsednikom Trumpom, moramo biti hvaležni, da je predsednik, ki je naredil več kot katerikoli drug predsednik. In z Američani smo zgradili veliko mostov in nima smisla, da bi te mostove zažgali. Zato jih poskušam prepričati, naj še naprej podpirajo predsednika Trumpa. Prav, Armin, bilo je zelo zanimivo slišati tvoje mnenje o vsem tem. Najlepša hvala, da si se nam pridružil. Hvala, da ste me povabili.